Dober dan, dragi moji. Upam, da lepo preživljate praznike, krasne velikonočne praznike. Upam, da niste pojedli preveč jajčk, pa preveč šunke, zaradi tega, ker jutri je delovni dan. Tako da mogoče sem želela, sem da tole še vidim. V redu je, nekaj mi še piše, upam, da me vidite. Vidimo, super. Evo, sem tule, bom še nekaj izklopila, super, odlično. Danes imamo plan, da se nekako se javim po vprašanjih, ki ste mi jih postavili, kar skoraj 280 vprašanj. In sicer eno vprašanje, katero sem danes izbrala, mogla bi ga dati včeraj, ampak včeraj je bila nedelja, ste še bili uživali, super, in kaj bom jaz zdaj vas tam ob nedeljo tolerirala oziroma vas povedla v moj pogovor glede teh vprašanj in odgovorov. In sicer eno vprašanje, katerega ste mi postavili, nimam pravih ljudi okoli sebe. In kaj lahko to sodi? Nimam pravih prijateljev, nimam pravih sodelavcev, nimam pravih vodij, nimam pravih sorodnikov, nimam pravega partnerja. Vse to je možno. In naj se vam še predstavim, ker mi je bilo všeč, ker mi je zadnjič ena gospa napisala, tudi iskreno, notri, da kdo pa sem, in naj se predstavim, tisti, kateri me še ne poznate. Čeprav se mi je zdelo, da če gledate moj Facebook kanal, da me že poznate, sem Tanja Skaza, sem solastnica enega krasnega podjetja v Šaleški dolini, in sicer to je podjetje Skaza. Imam že več kot 20 let vodstvenih izkušenj, pa ne samo v Skazi, tudi v Zlatarni Celje, kar pomeni, da moje življenjsko oziroma moje poslovno življenje je skozi obdano z ljudmi. In dejansko že več kot 22 let delam na tem, da spoznavam, kako so lahko ljudje bolj srečni in zavzeti. Kako to spoznavam? Ker najprej preko sebe spoznavam tudi, kaj je dobro za njih. Tudi to, da ne boste samo mislili, da sem samo na vodstveni poziciji, imam okoli 1500 izobraževalnih ur, predvsem kar se tiče na temu programu, to, kar vam lahko podajam znanje, tako da sem tudi NLP coach, tudi trener in raznih izobraževalnih tehnik za usmerjanje organizacije, za upravljanje organizacij in predvsem za sodelovanje sodelavcev in povezovanje sodelavcev v organizacijah. Ampak v vsakem primeru, veste, meni se to zdi tako samo po sebi umevno, v resnici pa, ko pripravljam določena izobraževanja, online tečaje, se spomnim, ko mi nekdo reče, jaz se ustrašim, koliko je tega vsega preveč, po drugi strani pa tako. Učenje je največja vrednota. Bolj, ko se bomo učili, toliko let, koliko se bomo učili, toliko let bomo tudi sveži, mladostni, polni življenja, in to je tisto, kar nam daje hrano, kar nam daje energijo in kar nas postavlja na višjo raven. Zdaj pa pridimo k temu vprašanju. Zakaj nimamo takih ljudi okoli sebe? Jaz bom danes poskušala skozi 3 korake vam povedati, kaj je pomembno, da pridemo do teh ljudi, in bom poskušala biti, dober večer vsem skupaj. Tako sem si zastavila cilj, da v 15 minutah sem konec. Ta se mislim, da pogledam na uro, in to moramo upoštevati mojo Savino. Savina mi vedno reče, kratki videi so sladki in ljudje si lahko zapomnejo. In se strinjam s Savino. Najprej, prva stvar, katera je, vsi delamo, čisto vsak od nas dela SWOT analize v podjetju. SWOT za organizacijo, SWOT za kupca, SWOT za produkte, SWOT ni, za katero SWOT analizo ne delate za druge, ali jo kdo dela zase. No, in to je eno izmed prvih mojih online tečajev, to sem se tudi naučila, ful dobro izobraževanje. Takrat sem jaz tudi prvič v življenju konkretno delala zase SWOT analizo. Ampak to marsikdaj ste slišali v katerih mojih webinarjih ali pa teh kratkih online uživo, ko sem delila z vami kakšne te nasvete. Ko naredimo SWOT analizo, najprej v resnici pogledamo svoje prednosti in tudi svoje slabosti, pogledamo svoje priložnosti in svoje nevarnosti. In kaj se nam ponavadi zgodi? Takrat lahko v resnici spoznamo, kje so naši plusi in kje so naši minusi. In mi v svoje življenje privabljamo enake ljudi, kot smo sami. In preko bomo to spoznali, da naprimer, če smo ranjeni,
če smo, naprimer, če imamo bolečine, privabljamo v svoje življenje točno take ljudi, ki imajo podobne bolečine. Če smo, ne vem, naduti, privabljamo v naše življenje podobne ljudi. In zdaj vam bom postavila 3-4 vprašanja in se boste vi sami pri sebi vprašali, ali bi to lahko držalo za vas. Aha. Jaz iz tega takoj vem potem, kakšne ljudi imam na tečaju. Aha. Ok, ali dvomite v ljudi, ko vam pridejo naproti, ali tako, zdaj, ko me gledate, ali dvomite, je to res ali to ni res. Eno pa se malo zamislite. Ali ste nezaupljivi, to pomeni, spoznate osebo, naredite korak nazaj, jaz pa ne morem takoj se povezati z njim. Ali se vam kdaj zgodi, da se čutite, da ste vi nad to osebo. Tako da reče, pa jaz vse obvladam, to bi moglo biti moje delovno mesto, ne pa njegovo. On zna 3-krat manj, pa 3-krat boljše dela kot pa jaz, ali pa na 3-krat boljšem delovnem mestu je kot jaz. Če ste na katero izmed teh vprašanj odgovorili pritrdilno, pomeni, da privabljate podobne ljudi, kot ste sami. Vam bom povedala, zakaj. Jaz sem se vsakmo v tem vprašanju noter našla. Tudi jaz sem mislila, pa jaz, kaj vse sem naredila, zakaj ni to pa to, zakaj nisem tako. Tudi jaz sem bila sama do sebe, sama nezaupljiva, tudi jaz sem bila domljiva, dvomljiva in potem posledično takšne ljudi privabiš v svoje življenje. Najbolj pa privabiš ljudi s podobnimi vzorci. To pomeni, če je moj vzorec bil, nikoli se nisem počutila dovolj vredno, zaradi tega, pa ni to, pa ni ono, privabiš točno tako osebo. In prej, ko boste to spoznali, da ste skupaj z določenim namenom, da odkrijete svoje bolečine, da se začnete sprejemati in da si rečete, sprejmem, da sem nezaupljiv, sprejmem, da sem dvomljiv, kako lahko to popravim, kaj lahko na tem naredim. Prej boste začeli odpuščati, prej boste rekli, pa kaj me briga za njega, želim odpustiti njemu, da bom jaz boljše, zato da se bom jaz boljše počutil. In prej, ko začnemo odpuščati, prej začnemo kreirati našo lepo sedanjost, kaj šele lepšo prihodnost. Mislim, jaz vam naj povem, jaz se nikoli ne bi vrnila nazaj na obdobje, 10 let nazaj, ne bi se vrnila. In danes, če se spomnim dogodkov, ali pa naprimer tako, jaz sem se začela s tem ukvarjati pri mojem 35. letu. In jaz mojim sodelavcem rečem, ali pa tako, komu rečem, rečemo, če sem 35, pa da sem zdaj 45, 10 let, zdaj sem nekje v srednji šoli. Koliko še imam priložnosti za učiti. Prej me je zanimalo podjetje in rezultati in kazalniki in procesi. Zdaj me pa zanima notranja bit, kako lahko sebe pozdravim. In vsi, ki mi pišete, imate podobne izzive, kako se lahko soočim s tem, kako lahko grem korak naprej, kako lahko verjamem vase. Najprej za Božjo voljo se sprejmite. In ko se boste sprejeli takšni, kot ste, se boste znali pohvaliti in boste vedeli, kje so vaše slabosti, na teh boste začeli delati. Saj ne rabite zdaj vse odstraniti, ampak lahko pa jih ozavestite. Da veste, če bo nekdo nekaj rekel in se bo pri vas pojavila bolečina, boste vedeli, da je to bolečina, ker je del vas. In boste vedeli, koliko je velika ta bolečina. A je velika ali je mala. Ok, to pomeni prva zadeva, katera je sprejmite se in potem začnite odpuščati. Zato je to res pomembno in to je bilo tista zadeva, katero sem jaz rekla, ko začnemo z online tečajem, nič drugega. Vse ostalo je mala malca. Prvi 3 so najtežji. Prvi 3. In tudi naj vam povem, tisto, kar dobivam malo feedbacke, vidim, da se pri prvih 3 delavnicah največ ljudi zatakne, zaradi tega, ker je treba iti skozi to sito. Ok, gledam naprej, sem že predolga. Ok, drugi korak, katerega bi vam rada delila, jaz če včasih igram z angelčkom pa hudičem, pa bom drugače rekla, ker pa sigurno vsi poznate zgodbo, katerega volka hraniš. Katerega volka hraniš? Ali tistega dobrega volka ali tistega slabega volka. Kakšne misli jim dajete? Kaj je vaša hrana? Kakšne afirmacije govorite? Kakšne so vaše pozitivne izjave? Kakšne mnenje imate o sebi?
pomeni, kvaliteta vaših misli je kvaliteta vaših dejanj. Ali obratno, kvaliteta vaših dejanj je ista kot kvaliteta vaših misli. Kakšni ste, kakšen dan imate. Zato je zelo, zelo pomembno, da v svoje življenje vnesete krasne, pozitivne misli, da že dan začnete tako. Naj vam ne bo škoda se zjutraj zbuditi in vedeti, zakaj se zbudite. In to je največkrat se nam to zgodi, zakaj hranimo slabega volka. Zaradi tega, ker nimamo ciljev, nimamo želj. Marsikdo si želi, wow, bi bil srečen, bi bil uspešen. Ampak kaj je to? Zakaj si želiš biti srečen? Zakaj si želiš biti uspešen? Mene že ne moti, če mi ljudje rečejo, da želijo imeti dober avto. Jih pol vprašam, zakaj? Ja pa zato, ker bom lažje sklepal posel, zato, ker bom lažje se peljal, ker bom lažje osvojil žensko. Drage moje dame, tudi to se zgodi pri moških, Zaradi tega, ker se bom bolj varno počutil v avtu, zaradi tega, ker bom bolj udobno. Zakaj? In ko se postavijo zakaj, lahko gremo korak naprej. In ta tretja stvar, se sem želela danes mogoče malo bolj podrobno, ampak najprej, da vam samo ozavestim, ker podrobno rabimo nekaj časa. Saj veste, take, ko so naše misli, če smo te naše misli zbirali 25 let, 30 let, takšne misli, kako bomo zdaj v 15 minutah, ne bi želeli imeti 3-urnega webinarja, ne bi želeli delati na tem, kako bomo pol kar naenkrat naredili spremembo. Ne gre. Prvo je samo dobro, pa če boste tole 10krat slišali, tudi v redu. 10krat pa 11 bo pa naredil takle klik. Ok, in ta tretja stvar, katera je pomembna, čakaj, da sem si malo napisala, da ne bom predolga. Ta tretja stvar, mislim, da sem že 15 minut, naj mi nekdo napiše, če sem že 15 minut. Meni pomaga, evo, čisto lepo, jaz bom fejst vesela, no res, kaj si pa želim. Dajte, prosim, eno drugega toste, dajte se učiti en z drugim, ki pišete komentarje. Meni je tako lepo brati, tako vas vidim, tako uživam v tem. In to je tista ta tretja, mislim, ena izmed stvari, katero sem rekla na mojem online tečaju, jaz se najbolj zavedam naslednjo temo, katero bom odprla. Čak, zdaj sem spet ušla. 12 minut, hvala, draga moja, še 3 minutke imam. Obdajte se s krasnimi, uspešnimi, pametnimi ljudmi. Zdaj mogoče se malo smešno sliši, takšnimi ljudmi, ki vam lahko dajo znanje. Saj sem, zdaj mogoče bi me rekli, kdo pa je takšen. Ne vem, takšen, ki ne vidi izzive, ali pa izzive spremeni v priložnosti, ali pa dejansko ne bo se ukvarjal skozi izgovori, ali pa naprimer, če ste vi žrtev, najdite nekoga, ki je zmagovalec, pa mu reči, lej, jaz se trudim biti drugačna, vse bom naredila za to, pomagi mi, Čist konkretno mu povejte, kako vam naj pomaga. Rečite, lej, vsakič me zanese, pa se spet vržem nazaj v žrtev in spet se zdim sama se Boga. A mi lahko pomagaš, ko te pokličem, da me saj malo nadereš, ali pa mi saj poveš ene 3-4 dobre misli, ali pa mi pošlješ kako dobro afirmacijo. Ponavadi je tako, no. To je preko transakcijske analize, ki mi je ful zanimiva, zdaj ne vem, kaj naj grem študirati, odločam se, kaj bom izbrala to leto. Ali bom izbrala psihoterapijo, ali bom izbrala transakcijsko analizo. Bilo bi pa fajn, da naredim neko diplomo, da bodo vsi tisti dvomljiveži prepričani, da lahko delim tako znanje, še posebej voditeljem, gospodarstvenikom in tako naprej. To pomeni, dajte se s takimi ljudmi, dajte se napolniti s takimi ljudmi, dajte se učiti od njih, naj vam bodo vzorniki, poglejte, kaj počno. Nihče ni postal uspešen ali srečen naključno. Ni se to zgodilo. Ko mi kdo reče, ne vem, ko govorimo za športnika, pa rečemo, wow, on športnik je bil pa v pravem času na pravem mestu. Pa dejte, prosim vas lepo, lahko da je bilo to 5%, ali pa da je on si to priklical. Vse ostalo, čist vse ostalo, vse ostalo si je pa zaslužil. Zaslužil si je z delom, zaslužil si je z učenjem, zaslužil si je s tem, da je opazoval, da je gledal, kaj počnejo boljši. Mislim, sigurno ni bil samo tam na dobrem mestu, ali pa primer, ko slišim kdaj, jaz vem, da v Sloveniji imamo ogromno dobrih pevcev, pa dobrih pevk, ampak primer,
jaz občudujem, ali pa tako pogledajte, spomnite se eno krasno pevko, pa eno krasno pevko, ko ima vrhunski glas, res taka, wow, ko glas pusti, pa eno pevko, ko mogoče nima takega glasa, ampak je pa vrhunska, to pomeni prava podjetnica, zna se obrniti, pa jaz sem prepričana, da je 3-krat bolj uspešna ta, ki je podjetnica, ki sprejema druga znanja, kot pa tista, ko samo na eni točki misli, da je najboljša. Mislim, jaz poznam take konkretne kejse in upam, da tudi vi. Dobro, evo, to so 3 stvari, to pomeni, kaj naredimo, sprejmemo, odpuščamo. To je prva stvar, ker če bomo to naredili, tako da bomo enkrat drugo temo dala o prijateljstvu, ki je malo širša tema, pa bomo se malo dotaknili prijateljstva. Zdaj sem hotela bolj na splošno, ker ni bilo na splošno vprašanje, pa bom našla konkretno vprašanje, ko bo, ali pa če mi bo kdo postavil, pa bomo na tem delali. Potem druga zadeva, poglejmo, katerega volka hranimo. Nahranimo pozitivnega volka, nahranimo našega angelčka, postavimo našega angelčka kar na naš pedestal. Ja, ker dajmo ta pedestal, tega ali slabega volka pa pustimo nekje spodaj. Pozitivne misli, ko se zjutraj zbudimo z razlogom, zakaj smo se zbudili. Mislim, jaz komi čakam, jutri imam stranke, jutri uživam. Kaj bomo delali? Jaz sem čisto navdušena. Tako odločila sem se, naslednjič povem, kaj bodo moji naslednji koraki. Potem tretja stvar, če se ne obdamo z ljudmi, ki so pametnejši, pametni, uspešnejši, pozitivnejši od nas, stanemo tukaj, kjer smo. Vemo pa, da učenje je največja vrednota. Učenje nas premika navzgor, učenje nas premika v svet, učenje nas premika v tem, da verjamemo vase, da nas nič ni strah, dejansko premika vse naše meje. Evo, toliko 3 korake, kako priti do pravih ljudi in še mogoče za naslednjič, katero sem izbrala, ki se mi je zdela odlična, ta je čisto zame, no. Se veste, to je posel, to pa tudi meni paše. Prosim lepo, če si vzamete, pa preberete danes kolumno, ne kolumno, v Siolu je bil članek moj napisan, kjer konkretno delim moje izzive, za to moško energijo in kako je biti v ženski energiji. In še mogoče za naslednjič, je vprašanje, ki je bilo postavljeno, zakaj se mi želje ne uresničijo. In to se mi ful dostikrat zgodi, zato kot tudi moje stranke, pa potem na razni tečaj, pa mi napišete. In sicer, to bom drugače, to bom naredila tako. Napisala sem si 2 naslova. Razlika med sanjačem in vizionarjem. Zdaj pa vsi tisti, ki se ne spomnite, to tudi imamo en video na to temo. Ali pa drugače bom rekla, razlika med željo in ciljem. To pomeni, sanjači imajo želje, vizionarji imajo pa cilje. Pa vizionarji vejo, zakaj imajo svoje cilje. Predstavila vam bom 3 svoje strategije za naslednjič. Zdaj, naslednjič smo pa v četrtek skupaj. Čez nekaj dni. 3 dni, čez 3 dni. Predstavila vam bom cilje, da vidite, kako sem si jih postavila. Še v zlatarni, ta je najboljša. Potem boste videli moje cilje, kako sem si jih postavila v našem podjetju leta 2016. To pomeni 2016, ko sem želela izstopiti iz podjetja in kakšne cilje imam za leto 2023. 2024, več tega ne bom počela, kar počnem sedaj. Tako da, od leta 2020 do 2023 sem si vzela to nalogo, da čim več povabim ljudi, da postanete ambasadori. Zato mi je tak interes, da moja šola bo nastala tako z mojimi ambasadorji. To pomeni s tistimi ljudmi, ki bodo delali na različnih področjih. Zakaj? Ker resnično sem pa še vedno tega mnenja, da več ljudi več ve. Ne more vsaka oseba pokriti, ena oseba pokriti različna področja, ampak ena oseba je dobra na enem področju. Različne osebe pa delajo ekspanzijo podjetij, delajo pa krasne ideje, krasne projekte, vse tisto, kar premika naše ljudi, našo Slovenijo, našo Evropo in naš svet. Želim vam krasen večer, res uživajte še v tem lepem krasnem dnevu, imejte se lepo in srčno upam, da vam je moj tale kratek video koristil.
čim več napišite spodaj, napišite, če vam je to všeč, pa predvsem, kaj si želim, no, da delite svoje zgodbe, ker s tem pomagate en drugim. Zdaj ste še taka skupinica ljudi, ki mi vas je prav lepo gledati. No, res.